Hvala Hani, Maši, Nives, Eliški in Zali, učenkam osnovne šole Cerklje ob Krki ter mentorici Jasmini Vučić. Čudoviti sonet o Vrba, srečna, draga vas domača, je pesnik dr. France Prešeren posvetil svojemu rojstnemu kraju. Vrba je bila v času njegove mladosti že izrazito poljedelska in pastirska, vendar premožna in lepa vas. Idilično umirjena in skladna značilno gorenjsko pokrajino. Ubrano vaško podobo sta dopolnjevali prastara lipa s kmečkimi kamni in srednjeveška cerkvica svetega Marka. Okrog mogočne lipe je imelo svoj določeni kamen za posvetovanje vaške srenje ob lepih poletnih dneh 16 vrbenskih posestnikov, 14 celo in 2 s polovično srenjsko pravico. Med prvimi so bili tudi Ribičevi, tako se je namreč po domače reklo Prešernovim. Bližnji sosed, sveti Marko, pa naj bi varoval vaščane pred ognjem in točo. Čeprav je pesnik dr. France Prešeren doma preživljal samo zgodnja otroška leta, je Vrba z okolico zazmeraj ostala v njegovi zavesti kot prelepa podoba izgubljenega raja, ki se ga je rad spominjal vse življenje. Cenjeni člani družine, spoštovani obiskovalci, dragi nastopajoči, dober večer. V začetku decembra se je poslovil izjemen mož, osrednja osebnost jezikovne slovenistike, eden največjih slovničarjev v zgodovini slovenščine, akademik profesor dr. Jože Toporišič. Na večeru spominov 18. decembra v Brodarski hiši na Mostecu, ki so ga domačini posvetili preminulemu sovaščanu, je civilna iniciativa Vlade Republike Slovenije, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvo za kulturo, Filozofski fakulteti, Slavističnemu društvu Slovenije, Občini Brežice, Krajevni skupnosti Dobova, Osnovni šoli Dobova, JSKD območni izpostavi Brežice, Posavskemu muzeju Brežice in Knjižnici Brežice predlagala, da slovenski kulturni praznik in celo leto 2015 ter 2016 v občini Brežice posvetimo spominu in delu profesorja dr. Jožeta Toporišiča. Da se v roku enega leta na njegovi rojstni hiši na Mostecu postavi spominska plošča. Da se osnovna šola Dobova, ki jo je obiskoval kot učenec, poimenuje po profesorju dr. Jožetu Toporišiču. Da se na Mostecu in Vegovi ulici v Ljubljani, v aleji slovenskih jezikoslovcev in skladateljev, najkasneje v 5 letih postavi večje spominsko obeležje. Da njegovo delo, predvsem skrb za ohranjanje slovenskega knjižnega jezika, postane predmet vsakoletnih srečanj slovenistov v bližnji Dobovi in na Mostecu. V knjižnici Brežice smo skupaj z gimnazijo Brežice prisluhnili predlogom. Združili smo moči in letošnjo prireditev v počastitev slovenskega kulturnega praznika posvetili spominu in delu svetovljana profesorja dr. Jožeta Toporišiča. Akademika smo v knjižnici Brežice počastili že v času njegovega življenja. Ob 80-letnici je na strokovnem oddelku, kot je sam dejal, dobil svoj kod. Celoten opus obsega 363 knjig in 478 člankov. V domoznanski zbirki je trenutno obdelanih 76 enot gradiva, neobdelanih pa še približno 50 člankov. Želimo si, da bi zbirko v celoti dopolnili. Tako bodo namreč naši uporabniki s pomočjo njegovih del še naprej bogatili svoje znanje, dragocenost knjižnega jezika. Darilo za njegov 85. rojstni dan je bila predpremiera dokumentarnega filma s preprostim, a zgovornim naslovom Toporišič. Tako smo poimenovali tudi današnjo prireditev.
Dober dan. Sedite. Pripravite zvezke in pisala. Danes bomo spoznali življenje in delo jezikoslovca profesorja dr. Jožeta Toporišiča. Pa si kar zapišite naslov. Torej, Jože Toporišič 1926 do 2014. Ste vsi napisali naslov in letnici? Naslov in letnici, ja. Kaj pa fotografija? Vidiš, Luka, to bo pa vaša današnja domača naloga. Na spletu boste poiskali akademikovo fotografijo, jo natisnili in prilepili v zvezek. Smo se razumeli? Ja, gospod profesorica. Gospa profesorica, kdo pa je bil sploh Jože Toporišič in kakšno je bilo njegovo otroštvo? Jože Toporišič, Pepi, kakor so ga klicali vaščani, se je kmetu Jožefu in Jožefi, rojeni Žabkar, rodil 11. oktobra 1926 na Mostecu pri Brežicah, gručastem naselju na Brežiškem polju, ki stoji na desnem bregu potoka Gabrnica. Ta se tik pod vasjo izliva v reko Savo, onstran katere so terme Čatež, kamor vozi brod. Mimo vasi pelje cesta Brežice, Dobova. Prst v okolici je precej rodovitna, na kmetijah pa se ukvarjajo s poljedelstvom in živinorejo. Večina prebivalstva je zaposlena v bližnjih Brežicah in Dobovi. V južnem delu stoji poznobaročna cerkev svetega Fabijana in Boštjana z 18. stoletja. Kje se je pa šolal? Osnovno šolo je obiskoval v Dobovi, 3 razrede klasične gimnazije pa v Mariboru, kamor je z rodnega Mosteca odnesel spomine na pastirske igre, starodavni brod, njive in vinske gorice na obrobju Bizeljskega. Šolanje v Mariboru je prekinila vojna. Toporišičeve je namreč med letoma 1941 in 1945 doletelo 4-letno izgnansko životarjenje v Šleziji. Jože je kljub vsemu ohranil dobro mero kmečkega ponosa in vztrajnosti v zavezanosti maternemu jeziku. Izostreno spoznanje o zapisanosti duhovnemu in telesnemu izničenju na bregovih Odre je v njem izvalo izredno svojo preživetju in nenehnem potrjevanju svoje osebnosti. Po vrnitvi leta 1945 se je kratek čas šolal v Brežicah, nato v Mariboru. 8. razred z maturo je v šolskem letu 1946-1947 opravil na prvi gimnaziji Maribor. Leta 1952 je na Filozofski fakulteti v Ljubljani dokončal študij slovenistike in rusistike, 1 leto služboval kot profesorski pripravnik na gimnaziji v Novem mestu in bil od leta 1954 do 1965 lektor za slovenski jezik na Filozofski fakulteti v Zagrebu. Vmes je v študijskem letu 1962-1963 kot štipendist Humboldtove ustanove študiral fonetiko v Hamburgu in leta 1963 na Filozofski fakulteti v Ljubljani obranil literarno-stilistično doktorsko dizertacijo z naslovom Nazorska in oblikovna struktura Finžgarjeve proze. Leta 1965 je bil izvoljen za znanstvenega sodelavca v fonetičnem laboratoriju Ljubljanske filozofske fakultete. Na takratnem oddelku za slovanske jezike in književnosti pa je že od leta 1963 predaval slovenski knjižni jezik. Najprej honorarno, ko je leta 1970 postal izredni in leta 1976 še redni profesor, pa tudi redno. Vse do upokojitve novembra leta 1996 je bil tudi predstojnik katedre za slovenski knjižni jezik in stilistiko, ki je bila ustanovljena na njegovo pobudo. Mi sledite? Ja. Bil je gostujoči profesor na številnih tujih univerzah, v Regensburgu, Gradcu, Celovcu, Moskvi in Novem Sadu.
Raziskovalni profesor na Univerzi v Chicagu, posamezna predavanja pa je imel na Univerzah v Zagrebu, Zadru, Berlinu, Leipzigu, Varšavi, Helsinkih, Moskvi, Pensilvaniji, Los Angelesu, Yaleu in zagotovo še kje. Vsekakor je bil ambasador slovenistike v svetu. Vodil je lektorate slovenščine za tuje slaviste in imel številna predavanja za srednješolske profesorje ter jezikoslovne pogovore na radiju. Navedeno dokazuje, da je bil predstavnik oziroma zagovornik najmodernejših jezikoslovnih in filozofskih tokov svojega časa. Nenazadnje je bil tudi predsednik strokovnega odbora Kulturnega društva Pleteršnikova domačija Pišece in dolgoletni organizator simpozija Pleteršnikovi dnevi. Oba, leta 1923 umrli jezikoslovec in leksikograf Max Pleteršnik in lani preminuli profesor dr. Jože Toporišič, sta izhajala z iste občine. Poleg velike predanosti slovenskemu jeziku ju je povezoval že omenjeni Poto Gabrnica. Pleteršnik je bil rojen ob njegovem izviru, Toporišič pa ob njegovem izlivu v reko Savo. Kaj pa vsega njegov bibliografski opus, a je prejel tudi kakšne nagrade? Njegovo delo je bilo mnogostransko. Bil je vodilni slovenski jezikoslovec druge polovice 20. stoletja. Član Slovenske akademije znanosti in umetnosti in avtor številnih jezikoslovnih razprav in del. Obravnaval je fonetiko, urejal jezikoslovje in besedotvorje, skladnjo, stilistiko, pravopis in pravorečje ter se ukvarjal z dialektologijo. O slovenskem narečjeslovju je pisal v knjigi Portreti, razgledi, presoje. Bil je dialektolog svojega narečja, ukvarjal se namreč z naglasom Mosteca na Dolenjskem. Prav tako je raziskoval zgodovino knjižnega jezika in se precej ukvarjal s kritiko. Njegova bibliografija obsega preko 20 samostojnih knjižnih del, nekaj več soavtorstvu in več kot 1200 daljših in krajših znanstvenih ter strokovnih prispevkov. Predvsem je znan po svoji slovenski slovnici, ki je prvič izšla leta 1976 in kasneje doživela še 3 razširjene izdaje. Prav tako je soavtor 2 temeljnih slovenskih jezikoslovnih del, to je Slovarja slovenskega knjižnega jezika in slovenskega pravopisa ter avtor Enciklopedije slovenskega jezika. Še pred izidom slovnice je napisal srednješolski učbenik Slovenski knjižni jezik od 1 do 4, kasneje tudi Slovenski jezik in sporočanje 1 in 2. Bil je urednik revije Jezik in slovstvo, kasneje tudi slavistične revije. Urejal je dela starejših slovenskih jezikoslovcev Antona Breznika, Stanislava Škrabca, Frana Ramovša. Z latinščine je prevedel in izdal slovnico Zimske urice avtorja Adama Bohoriča. Leta 1994 je prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije, leta 2006 pa Zoisovo nagrado za življenjsko delo. Prejel je še nagrade Univerze v Gradcu, Kidričevega sklada in Mednarodnega društva za fonetične vede. Leta 1991 je postal izredni in leta 1997 redni član razreda za filološke in literarne vede SAZU. Nenazadnje je bil tudi zagovornik upeljevanja novega besedišča in hkrati izumitelj novih slovenskih besed. Gala, morda veš, kaj označuje beseda pohajkovalnik? Je to morda oseba, ki rada pohajkuje? Ne, to je prenosni kasetofon, bolj znan kot Walkman. Kaja, morda ti veš, kaj označuje beseda nakolenčnik? Pripričana sem, da je to ščitnik za koleno. Dobra asociacija, toda žal ne bo držalo. To je prenosni računalnik. Tista zadeva, ki jo vi tako radi uporabljate. Luka, morda ti veš, kaj označuje beseda mesni krof? To je zagotovo krof, ki ni polnjen z marmelado ali čokolado, temveč z mesom. Bil si zelo blizu. Mesni krof je namreč hamburger. Aha, bom vedel za naslednjič. Bi se mi pa zdaj prav prilegel, v hipu bi ga zmazal. Joj, tvoje neumnosti pa res ni videti konca.
Sicer pa je to vse za danes. Nadaljujemo zopet jutri. Sedaj pa le hitro na malico. Kdo ve, morda se na jedilniku znajde prav mesni krop. In ne pretiravajte s pohajkovalniki, nakolenčniki, izredno popularnimi selfiji. Raje se preprosto družite. Kako čudovit je zvok citer, Anja. S tem bi se zagotovo strinjal tudi profesor dr. Jože Toporišič. Pri glasbi smo izvedeli, da so bile citre nekoč doma skoraj pri vsaki hiši na Slovenskem. Ljudski godci so na nje igrali že v davnih časih. V Finžgarjevem romanu Pod svobodnim soncem je godec Radovan igral na plunko. Hej, Petra, kak si? Dober. Ja, veš, jaz sem pa tak, jutro popravljam matematiko in res nimam pojma. Linearna funkcija, tebi to je jasen. Upam, da mi rata, drugače mama mi v soboto ne bo pustila v kino, pa še opravca lak fašen. Si slišal, kako se je pogovarjala? To pa zagotovo ni po pravilih slovenskega knjižnega jezika. To je slang, ne knjižna jezikovna zvrst. Je govorica ljudi iste starosti. Zelo znan je najstniški slang, obarvanje narečno oziroma pokrajinsko pogovorno. Vsebuje veliko čustveno obarvanih in prevzetih besed, zlasti iz angleščine, včasih pa tudi iz nemščine in srbohrvaščine. Jezik se hitro spreminja. Hitreje od knjižnega jezika besede hitro zastarajo in se nadomestijo z novimi. Govori se o neformalnih položajih. V mestih se slang meša s pogovornim jezikom, na vaseh pa z narečjem. Če pišemo v slangu, zagotovo ne pišemo pravilno slovnično. Jan, dobro me poslušaj. Mami mi je pripravila Ajmohta opisati približno tako. Vzemi telečje prse in jih prebi v krogu. Zapri ga na svetlo buter, dodaj malo moke, ter poliž župo in prekuhaj. Vzemi srezane telečje prse, majaron in limono. Prebi in tinstaj, nato pa daj na mizo. Pa veselo na delo! Kateri jezik pa je bil sedaj to? To je žargon, prav tako ne knjižna jezikovna zvrst. Je govorica ljudi, ki opravljajo isti poklic oziroma je druži isti konjiček. Jezik je zaradi uporabe neuradnega, strokovnega izrazja težko razumljiv ljudem druge stroke. Obstaja veliko vrst žargona, avtomobilski, trgovski, učiteljski, kuharski. Preprosto lahko rečemo, da je žargon vsaj toliko, kot je poklicev. Prepričan sem, da pri naslednjih besedah ne boš imela težav. Ustrezni par za izraz kuplonga je Sklopka. Ustrezni par za izraz mašina je Stroj. Ustrezni par za izraz bremza je Zavora vendar. Vidiš, tvoje dobro bodoče je vsekakor avtomobilski žargon. Lada lane slaja lapa late, klapa nočno varila kent. Lapa lapa ladan nagem slaprija late, riba lavela sto, laso večer lapa lana lako na cert. Lasa laže lavela sedim. No, sedaj pa nisem razumela čisto nič. A mi lahko poveš, v katerem jeziku se je sporazumeval? Tudi to je neknjižna jezikovna zvrst, in sicer argot ali latovščina. Je jezik skrit iz družb, zaprtih družbenih skupin, govorica tatov, pretepačev in drugih nastopnikov.
Jezik je namenoma zaprt, razumljiv le članom teh skupin. Pogosto pa ga uporabljajo tudi otroci, zlasti pa pajščina. Včasih pa je latovščina tudi izraz, ki nastaja z dodajanjem zloga la. Že vem. Povedal je, da je danes petek, vikend. Popoldan bo šel s prijatelji v mesto, zvečer pa na koncert. Obojega se že zelo veseli. Ja, vendar nekje se je pa le zmotil. Danes ni petek, četrtek je. Alo, Marko, bog, dej belki lepo v soboto v Dubovo, pa se omejeno tekmo sam pogledati. Ja, naši pa Krško špila. Ja, ne vem, sadejamo v slugo bršla. Ja, ob 4, ja. Dej, Katja, mama pistila, ki me glesri, tato. Ja. Dej, 4. Okej, ajde, bog. Čakaj, naj te prehitim, preden me spet vprašaš, za kateri jezik gre. Če sem čisto natančen, to niso jeziki, temveč socialne zvrsti jezika. Damjana pa je govorila v moščanskem narečju. Narečje ali dialekt pa je jezik, ki ni knjižen in se govori na točno določenem zemljepisnem območju. Slovenščina pozna 7 narečnih skupin. S klasifikacijo slovenskih narečij so se hvalili številni jezikoslovci. Med njimi tudi profesor dr. Jože Toporišič. Raziskal je govor Mosteca in želel uvesti 8. narečno skupino, kočevsko. Drugače pa je moščanščina spada tudi v štajersko narečno skupino in sicer je to kozjansko-bizeljsko narečje. Pa kako to vse veš? Mar si bodoči študent slavistike, slovenistike ali kako se že reče? Če bi pogledala slovar slovenskega knjižnega jezika, mimogrede obstaja tudi elektronska verzija, bi vedela, da je slavistika veda o slovanskih jezikih in književnosti, slovenistika pa veda o slovenskem jeziku in književnosti. In ne, študiral ne bom niti prvega, niti drugega, pač pa se bom vpisal na študij arhitekture. V slovenski slovnici, ki pa nam jo je profesorica Plura slovenščine že večkrat omenila, med drugim jo prebiram tudi jaz, pa najdeš tudi podatke o slengu, žargonu, argoju, socialnih zvrsteh slovenskega knjižnega jezika, v katerih so se prej sporazumevali najni sošolci, tudi v narečju. A tako, vidiš, pa sem zopet izvedela nekaj novega. Jaz pa ti lahko povem, da je bil Jože Toporišič profesor številnim generacijam slovenist in slovenistov. Njegove študentke so bile tudi naše profesorice. Predlagam, da jim kar predava besedo. Hvala za besedo in lep pozdrav tudi našim profesoricam. Kot študentka slovenistike na Mariborski filozofski fakulteti sem večkrat slišala sledeči uvod po Toporišiču. Ravno to je v enem izmed intervjujev izpostavil tudi profesor Marko Snoj. Dejal je, da Toporišič Sloveniji ni zgolj ime, je pojem, v ljudskih ustih predvsem pojem pravilne slovenščine. Marsikdo z izrečenima besedama po Toporišiču misli na pravilno, knjižno, zborno slovenščino. Patricija je dejala, da je bil profesor dr. Jože Toporišič profesor številnim generacijam slovenist in slovenistov. Bil je tudi vaš profesor. Zanima me, kakšni so vaši študijski spomini nanj? Dober večer. Rada bi povedala, da se profesorja Toporišiča spominjam s velikim spoštovanjem. Ko sem se odločila za študij slovenščine, sem se zelo veselila predavanj iz literarne zgodovine, teorije, manj pa morda jezikoslovja. Vendar je profesor Toporišič s svojimi predavanji znal nas študenti vzbuditi veliko zanimanje za jezik. Teorijo smo lahko dopolnjevali s prakso, tako smo svoje znanje preverjali na raziskovanju
del slovenskih klasikov. Zelo kmalu smo spoznali tudi njegovo predanost delu. Medtem ko so študentje drugih fakultet imeli proste sobote, je profesor Toporišič organiziral pravopisne vaje v soboto dopoldne. Tako da smo odhajali domov šele ob sobotah popoldne, ampak smo redno hodili, ker je bilo zanimivo, veliko smo se naučili. Profesor Toporišič je imel pa tudi izredno dober spomin in je bilo dobro, če si hodil, ker je potem to pomagalo tudi pri izpitu. Je rekel, ja, vi ste pa redno obiskovali vaje. Profesorja se spomnim kot izredno zahtevnega, delovnega, bala sem se ga, ampak tudi spoštovala, ker sem videla, koliko znam, kako majhno, drobno je moje vedenje. Zato sem seveda pridno hodila, kot je rekla kolegica, na vsa predavanja in vsem vajem in ga občudovala in še danes sem hvaležna, da je bil moj profesor. Hvala. Jaz moram povedati, da sem bila v 3. in 4. letniku edina študentka enopredmetne slovenščine jezikoslovne smeri in če meni bi bilo za predavanje odpadla, ne smo imela samo v kabinetu predavanja, tako da se me tudi zelo zapomnil. Jaz sem si pa nekaj tudi predvsem zapomnila po njegovi pokončni drži, po kritičnosti, tudi po trdi, mogoče po tej zdravi kritičnosti, po vztrajnosti vsega tega nas je naučil, ne samo osnovnice. Dijaki so se prej pogovarjali o socialnih zvrsteh knjižnega jezika. Mladina vsak dan govori v svojem slengu z izrazi ful, kol, mega. Nekateri pravijo, da se slovenski jezik spet s tem bogati, spet druge je groza. Kaj menite o tem? Je slovenščina ogrožena? Ne, jaz mislim, da slovenščina ni ogrožena. Dijaki imajo vendarle pravico tudi imeti svoj jezik. Radi imajo poleg slovenščine tudi druge jezike in to je prav. Več jezikov znaš, več veljaš. Meni je zelo blizu misel Janeza Menarta, ki pravi takole, da je treba spoštovati vse jezike svojega, torej svoj materni jezik pa ljubiti. In mislim, da je vse v redu in da je takšno življenje. Mislim, da je jezik pač odraz mladih, tudi njihovega pogleda na svet in da s tem, ko hodijo v šole, ko se učijo, ko pravijo tudi maturo, zahtevno maturo iz svoje materinščine, kažejo tudi svoj dober odnos do našega jezika. In če pogledamo mlade, njihov pogled na svet in svet, tudi to, da so danes tu, vidimo, kako so notranje bogati in dokler si imamo še kaj lepega povedati, toliko časa bo tudi naš jezik živel. Tu pravzaprav ni kaj veliko dodati, se pa seveda v šoli trudimo, da gojimo to ljubezen do materinščine, da se trudimo tudi, da bi to ljubezen odnesli potem sabo, da bodo tudi kje v svetu, kamorkoli bo življenje objasno, bo zabili na slovenščino, na materni jezik. Profesor dr. Jože Toporišič je pred leti dejal, da slang tolerira, kajti mladina mora imeti nekaj, s čimer se identificira in postavi nasproti tistemu, kar je staro, kar je izročilo. S tem naj bi se želeli približati drugim v Evropi in svetu. Deloma pa naj bi bilo to tudi izzivanje, želja pobiti nekaj posebnega. Dodal je, ne uporabljaj tujega, če imaš svoje. Med gostovanjem v knjižnici Brežice je izpostavil, da slovenščina ni težek jezik. Kakšna pa so vaše opažanja? Kakšen odnos dijaki gojijo do maternega jezika? Iz izkušenj lahko povem, da imajo slovenščino radi. Mnogi naši dijaki so zelo vedoželjni. Nekatere zanima jezikovna struktura, drugi radi berejo, pišejo, ustvarjajo. Skratka, radi imajo slovenščino.
Odraz te ljubezni so tudi številne aktivnosti na naši šoli, šolsko glasilo, gib, televizijska oddaja, ki jo pripravljajo, številni nastopi in na mladih svet stoji in prepričana sem, da imajo mladi radi materinščino. Jaz mislim, da to več nekaj dosti dodati, razen da mogoče slovnice nimajo tako zelo radi. Toporišičev prijatelj in soborec je bil Jako Pridler. Profesor Logar je označil kot Cirila in Metoda, patriarha, na katera so se ljudje vendarle morali sklicevati in jo upoštevati, če so obravnavali določene konkretne probleme slovenskega jezika. Kaj je po vašem mnenju slovenščina pridobila s Toporišičem v primerjavi s prejšnjimi obdobji in normami? Profesor Toporišič je s svojim delom postavil zelo trdne temelje slovenski slovnici, zelo podrobno razdelal jezikovne ravnine, kjer je vse tako jasno, logično, povezano, odprl tudi druga področja jezika, recimo spregovoril o družbenih vlogah slovenščine. Skratka, težko je reči, njegovo delo je res izjemno. Ob tej njegovi širini pa me je tudi kot študentko silno navdušila njegova svetovljanskost, kot se je že omenila. On nam je že takrat, ko smo prišli iz podeželja, ko nismo bili tako široko razgledani, govoril o Chomskem, o strukturalizmu in tudi njegovo zelo dobro poznavanje filozofije, tako da je bilo užitek ga poslušati. Ja, njegove slovnice je pač nek red, je sistem, mislim, že zelo jasen, kot je zboslovka, da po Toporišiču da takega reda ne bo več. Upam, da se bojimo in da se je resnično. Le kaj dodati k temu? Na nas je, da bomo še naprej cenili bogato zapuščino. Najlepša hvala za odgovore, prijetno je bilo pokramljati z vami. Profesor dr. Jože Toporišič je zagotovo delal z ljubezni do slovenskega jezika. Na koncu dokumentarca slišimo besede, ki dobro opišejo naše bistvo. Akademik pravi: ljudje smo umrljivi, minljivi, toda dela ostajajo. Res je tako. In res je tudi, da je profesor dr. Jože Toporišič živel in delal dobro. Zgledoval se je po vodilnih svetovnih slovničarjih in poudarjal, da je treba varovati to, kar si je slovenski jezik pridobil, v njem pa najti najboljše. Dr. France Prešeren se je vselej rad spominjal svoje rodne vasi Vrbe na Gorenjskem. Tudi profesor dr. Jože Toporišič je ostal zavezan svojemu rojstnemu kraju. Rad in pogosto se je vračal domov na Mostec. Domačini so si enotni. Pogrešali bodo njegovo značilno pokončno in neomajno držo v vseh pogledih. Posebej cenijo, da je njihov peti, kakor so ga klicali, znal z njimi pokramljati v njem tako ljubem narečju puščanščini. Dr. France Prešeren, profesor dr. Jože Toporišič, simbola Slovenije in slovenstva. Spoštujmo jo. Iskrena hvala nastopajočim. Zaključimo, bo spregovorila še v imenu civilne iniciative Mostec, Mojca Savnik Iskra.
V imenu vasi Mostec, rojstnega kraja akademika profesorja dr. Toporišiča, se zahvaljujem tako gimnaziji Brežice, kot tudi Brežiški knjižnici, da sta prisluhnili iniciativi, da se letošnji kulturni praznik posveti spominu na življenje in delo profesorja akademika dr. Toporišiča. Videli smo in doživeli en lep večer, za katerega se tudi jaz zahvaljujem organizatorjem, dijakom, dijakinjam, učenkam in seveda njihovim mentorjem. Tudi ta večer dokazuje, da lahko v malih sredinah doživimo lepe in velike stvari. Profesor prihaja iz obrobja, se je rodil na obrobju Slovenije, pa se je vendar zapisal z zlatimi črkami v našo slovensko kulturno zgodovino in je postal tudi svetovno in evropsko prepoznan. Mislim, da če bomo znali slediti njegovemu zgledu, da se nam Slovencem ni bati za obstoj in tudi ne za obstoj našega lepega slovenskega jezika. Hvala. Hvala tudi vam, dragi obiskovalci, ki ste ta večer delili z nami.